Lep pozdrav, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Ja, dober dan. 20. maja smo obeležili Svetovni dan čebel, ki je bil proglašen pred 2 leti prav v Žirovnici. Kakšen je letošnji slogan? In letošnji Svetovni dan čebel je bil posvečen oskrbi hrane čebel. Letošnje leto je namenjeno predvsem temu, da se ljudje zavedamo pomena čebel, kako pomagamo čebelam, kaj lahko vsak posameznik stori za čebele. Vemo, da so čebele ogrožene, da brez pomoči čebelarja ne bi preživele, žal pa brez pomoči okolice prav tako ne, zato je treba saditi medovite rastline, manj uporabljati razna fitofarmacevtska sredstva. Skratka, vsak mora nekaj narediti, da bodo čebele lahko ohranile svoje poslanstvo, to je opraševanje. Kakšne so letošnje vremenske razmere za pridelek, ki bo jeseni? Ja, letošnja letina je nekaj čudna spet. Dejstvo je, da je zima bila zelo dobra za čebele, po mojem najboljša v zadnjih letih, kar se preživetja čebel tiče, potem zelo sušen april, kar ni bil najbolj ugoden, potem zopet pozeba, kar je tretjino slovenskega medu predstavlja akacija, sedaj maj deževen, hladen, spet ne bo cvetličnega medu, torej čakamo lipo in kostani gozdovi. V najboljšem primeru povprečna letina. In koliko čebelarjev je v Sloveniji? V Sloveniji je od 10 do 11 tisoč čebelarjev, imamo 200 tisoč čebeljih družin, smo res čebelarski narod, kajti na vsakih 1000 Slovencev smo kar 4 čebelarji. No, v Sloveniji se odvijajo številni dogodki na Čebelarski zvezi v Sloveniji. Imamo tudi čebelarski center neposredno od Žirovnice v Lescah. Ja, Slovenija je dejansko čebelarska država, vse regije so zelo enakomerno razvito. Imamo najlepši čebelarski center na Brdu pri Lukovici, imamo enkraten izobraževalni center v Lescah, tako da na svojo infrastrukturo smo lahko ponosni in premalokrat se zavedamo, da nam svet to zelo zavida. Kaj menite, kako ministrstvo za prehrano spremlja čebelarje po Sloveniji? Ali jim je pripravljen tudi pomagati, kadar pač letina ni ugodna, da pridelek ni dober, da je medu premalo? Če smo povsem pošteni, take podpore, kot jo ima v Sloveniji čebelarstvo, ima v marsikateri državi, seveda tudi pristojno ministrstvo, vendar po drugi strani pa slovenski čebelarji, ker smo zelo napredni, inovativni, želimo več, mi želimo, da se določene stvari hitreje premaknejo, država tukaj veliko govori, manj naredi, ampak vseeno, mislim, da z vztrajnostjo, z mojo gorenjsko trmo premakne marsikatero oviro in še enkrat, država mora čebelarjem stati ob strani, kajti konec koncev slovenskega kmetijstva, slovenskega podeželja, naših cvetočih travnikov brez čebel ne bo. No, po šolah že precej let organizirajo tudi zajtrk z medom. Ja, to je tudi slovenska posebnost, mi to širimo tudi izven naših meja. Jaz sem vesel, da so se predvsem učitelji v šolah ogromno naučili o čebelah in čebelarstvu. Danes preko njih otroci izvejo o pomenu čebele, zakaj je čebela pomembna, zakaj je del slovenske kulture, o čebelnjakih, panjskih končnicah, konec koncev tudi v čebeljih pridelkih in vesel sem, da se pri marsikšnem otroku dan začne s slovenskim medom. No in prav na 20. maj, na Svetovni dan čebel, je na Čebelarski zvezi Slovenije potekala slavnostna seja. Ja, letos je bil praznovanje malo okrnjeno, mogli bi praznovati v Dolenjskih Toplicah. Žal zaradi situacije, ki jo imamo, smo naredili skromnejšo prireditev, slavnostno sejo ob Čebelarskem centru, tudi ob nagovorih ministrice. Skratka, nekako smo obeležili ta svetovni dan, želimo pa si več druženja, sodelovanja, kajti čebelari smo v čebelnjakih samotarji, rabimo pa pogovore, kajti samo iz izmenjavanja izkušenj lažje čebelarimo. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.